Lepa, vidim, da imamo tamle še eno vprašanje, potem pa še eno, potem bomo pa tudi z vprašanji počasi končali. Izvolite. Jaz bi imela v bistvu tudi en komentar, ampak bom poskušala biti kratka. Jaz prihajam iz društva Odnos, izvajamo program pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito in ne delamo samo z otroki, ampak delamo z vsemi ljudmi, ki dobijo status, načeloma s tistimi, ki so najprej naseljeni v Maribor v integracijsko hišo, pa potem v privat stanovanja. In se mi zdi, da je izziv na terenu, ne samo šolstvo, marsikje zaradi tega, ker tudi strokovne službe, ki so sicer prislužne za to, da delajo, tudi z begunci, nimajo dovolj znanja. In komentar na to, vse šole se ne lotijo situacije enako in ne sprejmajo tudi naše pomoči. Zavračajo, pravijo, da so sami v tem, ministrstvo nič ne naredi, da jim tiste ure in to je to. Tako da je treba vseeno pač očitno malo preverjati, kaj se dogaja na terenu, zato ker otroci so zdaj v eni šoli vključeni 8 mesecev, pa ne znajo, oziroma od pouka niso dosti odnesli, imajo še vedno v 8. razredu prazen zvezek. Mi jim nudimo učno pomoč 3-krat na teden s pomočjo prostovoljcev, ampak očitno nekaj ni dovolj. Tudi ljudje prihajajo, ki so končali fakultete v svojih državah, pa nimajo papirjev, ker so morali zaradi vojne pobegniti, tukaj se jim ne more priznati izobrazbe, ne moramo komunicirati z izvorno državo in se ljudi postavlja v vlogo, ko naredijo nacionalno poklicno kvalifikacijo, pa se njim ta ne prizna zaradi tega, ker nimajo papirja, da so končali osnovno šolo. So vključeni pri nas v osnovno šolo za odrasle, kjer stvari funkcionirajo tako, pač funkcionirajo, ne dobijo nekega funkcionalnega znanja. Tudi ko to končajo, ne morejo v srednjo šolo, zaradi tega, ker je srednja šola plačljiva. Ljudje pa nimajo služb pri nas. Tako da en kup dilem, ki se pojavlja, največja dilema pa je izobraževanje, zaposlovanje, občutek dobrodošlice. Ljudje pravijo, da se počutijo varno, ampak ne dobrodošlo. Na tak način potem mi rešujemo, da se povezujemo z različnimi nevladnimi organizacijami, da širimo njihove mreže, ampak čez čas gubijo upanje, ker vidijo, da je velik delež brezposelnosti med mladimi Slovenci tudi nasplošno in izgubljajo upanje, da bodo tukaj dobili službo. Ni nekih poklicnih usposabljanj, primeri prakse kažejo iz tujine, da je super, če je jezikovni tečaj kombiniran skupaj z nekim poklicnim usposabljanjem, pri nas pa so taki mali premiki. In mogoče zdaj ta begunska kriza, se čisto ne strinjam, da je sploh begunska kriza v Evropi, drugod so dosti večje številke, ampak vsaj pokazalo je na neka področja, ki že prej niso bila urejena, pa upam, da se bodo zdaj postopoma začela urejati v sodelovanju nekih različnih služb, vladnih in nevladnih, da se iščejo neke rešitve. Hvala. Lep pozdrav tudi mojem imenom, Metod Dolinšek, Rdeči križ, območno združenje Maribor. Moram reči najprej, da sem razočaran nad današnjim dogodkom, predvsem sem razočaran, da vidim, da so nas zapustili tisti predstavniki, katerimi smo mislili, tisti, ki smo v krizi delovali, določena sporočila prenesti. Tukaj so bili kolegi zelo elokventni oziroma v slovenskem jeziku natančno so povedali, kar so želeli sporočiti. Upam, da država ministrstva sprejemajo te komentarje in da bodo na njih znala ustrezno reagirati. Začel bi, ne bom kratek, bom bolj dolg, kljub temu, da je morda želja, da je bil kratek, pa ne bom. Bom povedal stvari, kot sem si jih zastavil. Najprej terminologija. Beseda migrant, beseda migracije, vse te besede imajo v slovenščini, imamo lepe izvirne slovenske besede. Ene so begunci, eno so selitve. Že s tem, z diskurzom, ki se je vodil v naši javni debati od leta začetka 2015 naprej, smo mi naše ljudi dezinformirali, ker jim nismo v pravih besedah povedali to, kaj se dogaja, da gre za selitve ljudi, katerim smo pričali vso zgodovino človeške rase, odkar smo se z Afrike naprej začeli seliti po tem planetu, da je zgodovina nas, Slovencev, izjemno močno povezana z begunci. Spomnimo se našega recimo najbolj znanega begunca Primoža Trubarja. Tu bi jaz začel. 500 let nazaj naš narod se soočil s temi težavami skozi in sem prepričan, da smo na ravni ljudi vedno pripravljeni sprejemati, če dobimo prava sporočila. Zakaj to govorim? Ker prihajam iz Rdečega križa, pa bom vsem ostalim mogoče par podatkov o našem angažmaju Rdečega križa na mariborskem področju. Ne govorim sploh o drugih področjih predstava. 1185 prostovoljcev je bilo v 6 mesecih angažiranih, 1250 delovnih dni smo opravili, to je 42 mesecev dela v 6 mesecih prostovoljskega dela.
kaj moramo reči, da smo, če ne bi bilo organizacij prostovoljnih humanitarnih, kot smo mi in Caritas, bi se ta država soočala še z dosti večjimi težavami, kot se je soočala, odzivi namreč niso bili ustrezni, to si moramo priznati, vsaj v začetku krize, ne. Škoda, da ni danes tistih, ki bi morali poslušati. Bila je vrsta napak pri organizaciji, naprimer ena iz teh napak je bila, da se je dalo pooblastilo za koordinacijo humanitarnih organizacij nekomu organizaciji, ki pač nima izkušenj, kot jih imajo druge, to je bila Slovenska filantropija, ki je na teren vneslo, seveda to je vneslo cel kup konfliktov. Naslednjo, v Sloveniji imamo tradicijo sprejemanja in ravnanja z begunci. Od leta 92 do 95 spomnimo se, koliko 10 000 ljudi smo imeli mi tukaj v Sloveniji, v mariborskem področju imamo zelo dober spomin na to, kako smo jih takrat znali sprejeti, vključiti, nobenih teh debat ni bilo o tem, kako se bodo v šolski sistem vključili, ali bojo lahko šli na letovanje, ne pozabiti, imamo izkušnje, znamo to delati, očitno pač ni bilo namena, da se to dobro izpelje, da se tem ljudem olajša, bi rekel, tako selitve kot bivanje. Gospod Šefic je govoril o tem, da zdaj že kar strategije planiramo in zakaj. Mi še nismo bili soočeni z eno resno analizo delovanja posameznih inštitucij v času krize. Danes na tem panelu manjkajo najmanj organizatorji oziroma vodje tega centra, ki smo si ga ogledali. To je velika napaka, da niso vsi tisti, ki so pri tem sodelovali na tem omizju, prisotni, da bi lahko objektivno debatirali o problemih. Naslednje, kaj je politično izogibanje. 580 prebežnikov bomo mi v programu preselitev vzeli. A se mi ob tem, da vemo, kakšne so objektivne številke v tem trenutku, da je Italija letos sprejela 200 000, da je v Grčiji 60 000, v tem trenutku danes so spet novih 50 prišlo v Grčijo, pa spet novih poprečko preko 200 v Italijo. To, da bomo mi zdaj nek evropski program določili ljudem in bomo rekli, tak tukaj boste živeli, to je, ne vem, na čigavem zelniku zraslo. Najbolj temeljna pravica človeškega bitja je, da se sam odloča, kje bo živel. Ne, da bomo mi zdaj rekli, zdaj boste pa preseljeni v tisto državo in boste tam morali biti. Še nekaj sem mislil opozoriti. Vsak človek je dolžen pomagati drugemu človeku. To imamo v kazenski zakonodaji naše zapisano. Po svojih zmožnostih, po svojih sposobnostih, če je nek drug človek v težavah, smo mu dolžni pomagati. Ne razumem, kak je potem to na institucionalni ravni, pa tega razumevanja več ni. Mi v Jugoslaviji smo imeli odličen model, kako manjšati, nižati stopnjo migracije oziroma preselitev. To, da smo gradili tovarne tudi tam, kjer ni bilo neke ekonomske upravičenosti. Podoben model bo mogla Evropa zavzeti za reševanje teh velikih pritiskov, predvsem iz Afrike. Delovno mesto doma, ti ljudje nočejo iti, to je bilo danes dostikrat izpostavljeno, nočejo iti, če jim ni treba iti. Pa očitno je treba iti. Imel bi vprašanje za šolsko ministrstvo neposredno, ali so bili kakršnekoli sankcije in ukrepi uvedeni proti tistim javnim uslužbencem, ki so v Kranju izvedli medijsko gonjo in kampanjo nad 3 nič krivimi, nič dolžnimi otroki, s katero smo imeli vsi priliko spremljati, ali je bilo potem dano jasno navodilo, da v okviru dela in zadolžitev, ki ti ljudje imajo, mi vsi za njihove plače prispevamo, kako se morajo vsi javni uslužbenci obnašati do drugih ljudi, to je meni temeljna stvar. Kaj se tiče integracije oziroma segregacije, tudi v Sloveniji smo imeli podobne izkušnje. V Ljubljani praksa segregacije priseljencev iz bivših drugih republik, v Mariboru praksa vključevanja in v Mariboru nismo imeli nikoli probleme za drugo generacijo priseljencev. V Ljubljani so ti problemi bili evidentni, po moje se bo zdaj v 3. generaciji ponovno ponovili. To se pravi, imamo izkušnje, imamo prakso, samo je treba dobro iti po tej poti. Par kolegov tukaj z drugih organizacij je predstavljalo izkušnje pa prakso dnevno. Poudaril bi, da poleg izobraževanja in izobraževanja je dvosmeren proces, otroci v šolah pridobijo znanja, ki jih potem staršem prinesejo. Vi morate vedeti, da to je v migracijah se vse te nam znane načini in norme obrnejo na glavo. Zdaj bojo otroci izobraževali svoje starše, kako se pri nas živi, če bomo mi uspeli dovolj zmotivirati otroke. In naslednji pogoj je pa delo. Brez dela ni integracije.
In vsi programi vključevanja, ki jih razvijamo oziroma jih bomo razvijali, morajo temeljiti na tem, da tem ljudem omogočimo enakopraven dostop do trga delovne sile oziroma do možnosti za ustvarjanje zaslužka, ker drugače integracije ne bodo oziroma vključevanje ne bo uspešno. Tu bi zaključil, upam, da nisem bil preveč grob, preveč strog, pač taka je moja ocena, manjka analiza, da bi se lahko resno sedli in resno predebatirali potem, kak za naprej. Ja, hvala lepa za tale vaš izčrpen prispevek iz prakse. Jaz verjamem, da tudi tisti, ki so še tukaj z nami, dejansko slišijo vas vse tri, ki ste povedali iz terena svoje izkušnje in da bodo prenesli tudi naprej. Gospa Lunder Verlič, nekako ste pač še vi ostali zdaj med nami, pa izvolite, no, če se vam zdi, da je potrebno izpostaviti par zadev. Mogoče bi samo to povedala, res je, kot je rekla gospa predhodno pred gospodom. Skratka, problem je res vrednotenje in priznavanje izobraževanja teh otrok, ki prihajajo iz tega vala in so brez dokumentov. In so večinoma tisti, ko so mlajši od 15 let, se jih vključi v osnovnošolski sistem. Tisti, ki so pa starejši od 15 let, pa niso imeli dokumentacije, pa je v namestitvenih centrih strokoven kader presodil, da je znanje pravzaprav tako pomanjkljivo, nasploh latinice, da se vključujejo potem v osnovno šolo za odrasle. Teh trenutno je v Sloveniji 16. Imamo pa primere, prihajajo, ko so pa otroci mladoletniki, ki zatrjujejo, da so končali že določeno stopnjo izobrazbe, pa dokumenta ni. In se do konca junija se bo pripravil program, torej priznavanje, sam postopek, protokol priznavanja za omenjene otroke, tako da jim bo potem omogočen vstop na nadaljnje izobraževanje in seveda na trg dela, ker nekateri že prihajajo tudi z določenimi poklici, ki jih sedaj ne morejo uveljavljati. In na tem se res ogromno dela. To mogoče. Hvala lepa. Jaz na tem mestu sklepam to današnjo razpravo. Jaz se zahvaljujem vsem razpravljavcem, ki so bili danes tukaj z nami, tudi vsem, ki ste prišli iz terena, ki dejansko živite vso to problematiko, da ste delili svoje izkušnje, svoje nasvete, v bistvu tudi za pristojne službe. Res hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Nekako bi rekla, da so bile izpostavljene 4 besede, ki upamo, da se jih bodo v nadaljnjem delovanju držali, in sicer spoštovanje do ljudi, ki prihajajo, in med seboj solidarnost, na drugi strani pa tudi neko razumsko in pa globalno ukrepanje. Jaz se od vas na tem mestu poslavljam, v sklepni besedi pa vabim vodjo informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, magistra Klemna Žumra. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Gospod Žumer, izvolite. Najlepša hvala, čist na kratko za konec. Bi se jaz tudi rad vsem zahvalil. Mogoče par poudarkov, ki sem jih jaz zasledil, ali pa v tej kompleksni temi je težko vse stvari povezati, ampak bi rekel, da smo lahko srečni, da živimo v tako lepi deželi in v top 2% svetovnega prebivalstva po življenjskem stilu in možnostih, ki jih imamo. To želimo prav gotovo ohraniti, še izboljšati, ampak tudi obogatiti. In begunsko-migrantski tokovi so lahko priložnost za to prav gotovo. Velikokrat migrante, begunce najbolj kritizirajo prav tisti, ki niso nobenega osebno spoznali, in tudi danes je bilo izpostavljeno, da je informiranje, komunikacija nekaj ključnega in na tem moramo delati. Kar se tiče modela integracije, ki bo deloval, se očitno ta še išče. Imamo veliko dobrih praks, tudi danes smo jih nekaj slišali, imamo veliko problemov, ki jih je očitno treba rešiti. Ta izmenjava izkušenj je nekaj, k čemur smo tudi z današnjo debato želeli prispevati na en tak iskren, odprt, demokratičen način, kot je navada za Evropski parlament, in hvala vsem, ki ste se vključili v to debato, in upam, da se bo ta debata še nadaljevala. Lahko vam povem, da je vse to danes posneto in bo posredovano vsem v vladi, se pravi na ministrstva, tudi tisti, ki so mogoče malo prečasno zelo odšli, ker smo že daljši, in v Evropski parlament, tako da bodo lahko vse te zadeve videli, slišali, in upam tudi, bo to vplivalo na njihove odločitve v prihodnosti. Vesel sem, da smo se dobili prav tukaj v Šentilju. Še enkrat hvala občini, hvala županu, da smo lahko tukaj združili evropski, nacionalni nivo in lokalne izkušnje.
In predvsem tudi hvala ekipi informacijske pisarne Evropskega parlamenta, Manji Toplak, pa Karmen, pa Severini, Mateji, Gašparju in seveda tudi moderatorki, novinarki Nataliji Švab, ki je povezovala današnji dogodek v tej kompleksni temi, nas vodila do tega zaključka. Naj vas samo na kratko, ker že diši iz predverja, povabim, da si pogledate še fotografije Vasja Šabederja, ki je na vrhuncu krize prav tukaj v Šentilju posnel nekaj zelo lepih in zanimivih fotografij, ki lahko vidite zunaj in so, kot smo tudi že slišali, mogoče najbolj povedne. Ob 14:15 pa bomo še v Mariboru na naslovu Ob železnici 16 skupaj s podžupanom Maribora Zdravkotom Luketičem, ki bo tudi tukaj z nami, otvorili krila, ki smo jih preotvorili tukaj v Šentilju, tudi tam, da ponesemo to sporočilo upanja, miru in bratstva v Slovenijo. Hvala lepa in lep dan še naprej.